Oj, in dobro jutro. Moje ime je David Zupančič in zelo lepo dobrodošli na podcastu Umetnost lenarjenja na 14. epizodi o spanju. Končno smo dočakali pogovor o spanju, o nespečnosti in seveda je bilo le vprašanje časa, kdaj pride na vrsto ta tema. Prvič zato, ker se nekako spodobi, da jo vključim, če je podcast poimenovan Umetnost lenarjenja, a ne? Drugič pa zato, ker je to zame osebno tudi zelo relevantna tema. Namreč motnje spanja so bile zelo neprijeten in vztrajen spremljevalec, predvsem mojih študijskih let, in na koncu tudi glavna spodbuda, da sem se začel ukvarjati z vrsto enih stvareh, kot je čuječnost, meditacija, osebnostna rast. V glavnem, ne bom rekel, vse je za nekaj dober, ker v to v resnici ne verjamem čist, ampak evo, hvala moji nespečnosti, da me je delno tudi oblikovala v vse, kar danes sem. No, na današnjem pogovoru se mi pridružuje dr. Vita Štukovnik, univerzitetna diplomirana psihologinja, doktorica znanosti, specialistka klinične psihologije in tudi učiteljica, docentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Vita je delala tudi v kliničnem centru Ljubljana, kjer tudi sodelujemo seveda s kliničnimi psihologi. Ona je delala sicer na nevrološki kliniki, tudi uvedla to zdravljenje nespečnosti s kognitivno-vedenskim pristopom in veliko več o tem, tej krasni metodi boste slišali med samim pogovorom. Vita se med drugim ukvarja tudi na področju promocije zdravega spanja. V COVID času je pripravljala recimo smernice za spanje za NIJZ, morda ste tam kaj to zasledili. Obenem je pa tudi terapevtka na tem področju, se pravi vodi skupinske in individualne psihoterapije, tako da če koga to morda zanima, najdete njen kontakt spodaj v opisu epizode. Tako da, če sem iskren, spanje in nespečnost je meni, kot sem rekel, blazno pomembna tema in tudi na izbiri gosta v resnici nisem bil pripravljen delati nobenih kompromisov. Res sem želel nekoga, ki je vrhunski strokovnjak, ki o temi veliko ve, nekoga z izkušnjami, znanjem in tudi predvsem uvidom v medicinski in znanstveni del problematike. Pa tudi v bistvu nekoga, ki se ne bo samo pojavil na podcastu in me začel tako kot marsikateri spletni članki sam prepričevati, kako je spanje nujno in pomembno in kako grozno je, če ne spimo, kako bo šlo vse narobe, ker konec koncev meni in najbrž marsikomu je ravno ta del, ta učenje o pomembnosti spanja bilo eno od vodil, od gonil moje nespečnosti, ker se mi je zdelo, da bom že po eni sami neprespani noči, da bo vse narobe, da bom nefunkcionalen. Tako da, a je možno sprejeti spanje kot nek ključen, važen proces, kar seveda kot znanstvenik, kot zdravnik ne morem zanikati, obenem si pa reči, da ni toliko pomembno. Ne vem, bomo videli tekom pogovora. Jaz upam, da bo vam ta pogovor vsaj toliko dragocen, kot je bil meni, pa mogoče zaradi njega malo bolj mirno in lažje zaspite, če pa ne, se pa vsaj naslednji dan nekoliko manj sekirate. Uživajte v pogovoru. Živjo, Vita. Živjo, David. Hvala ti za tvoj čas, ki vem, da je dragocen, in sem vesel, da smo se uskladila po vsem dogovarjanju in ob vseh tegobah, bom rekel, službe, starševskega življenja in tako naprej. Tudi jaz in sem vesela, da to ni po noči, ampak... Joj, na to sploh nisem pomislila, to opcijo. Hvala za idejo, za nadaljne goste. Veš kaj, prvič bi rad najprej povedal na to, da kar sem začel, tale podcast sem dobil že večkrat predlog za kakšne goste strani sledilcev kjerkoli. Seveda tudi tebe specifično je ena kolegica priporočala, ko sem rekel, da bi rad imel epizodo o motnjah spanja. Predvsem sem pa že večkrat dobil željo ali pobudo, da povabim psihologa ali psihologinjo, glede na to, s čim se ukvarja nekako generalna tema tega podcasta. Tako da sem zelo vesel, no, da danes to otvoriva, pa bi te mogoče kar to vprašal za začetek, kako postane človek, bom rekel, specialist ali pa kako se poglobi recimo v tako temo, kot je nespečnost, motnje spanja. Hvala za povabilo. Res je, jaz sem psihologinja, sem specialistka klinične psihologije. Zdaj, kako se človek poglobi v področje spanja, motnje spanja, bi rekla, da lahko na različne načine, pravzaprav lahko po zelo različnih poteh pride do tega področja. Zdaj,
moje zanimanje z področja spanja se je začelo, bom rekla, pravzaprav že tik po diplomi iz psihologije. In sicer sem takrat pravzaprav dokaj slučajno, ko sem kot mlada raziskovalka pričela delati na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo na Kliničnem centru v Ljubljani, bila povabljena v sodelovanje v raziskavi z področja spanja oziroma z področja pomankanja spanja. S profesor Dolenčevo so se takrat spoznali in ta raziskava je vzbudila takšno zanimanje, da me pravzaprav to področje spanja spremlja nekako, torej zadnjih dobrih 15 let, bom rekla. V tem času sem jaz se ne ukvarjala samo s spanjem, ampak sem tudi dokončala specializacijo iz klinične psihologije, ki mi pa je tudi z osvajanjem nekih terapevtskih tehnik, razumevanjem nekih mehanizmov, psiholoških, a ne motnja spanja, tukaj neko dodatno znanje ponudila in odprla neka nova obzorja. Če lahko eno pod vprašanje, se pravi, kako to poteka specializacija znotraj vašega študija? Končaš psihologija je na filofaksu, ne, študij? Psihologija je na filofaksu, zdaj tudi v Mariboru, kjer tudi sama predavam. Po končanem študiju psihologije, se pravi prej še kot univerzitetni diplomiran psiholog, zdaj kot magister psihologije po tem bolonjskem načinu študija, je potrebno najprej en krajši čas delati v zdravstvu, praviti strokovni izpit, potem pa, če je interes, se lahko človek odloči tudi za specializacijo iz klinične psihologije. Specializacija je 4-letna, večino časa predstavlja kroženje po različnih zdravstvenih inštitucijah in študij, se pravi absolviranje različnih tematik z področja klinične psihologije, na koncu izpit oziroma ta zaključni del, ki se torej tudi formalno zaključi potem z nazivom specialista. Pa so še druge subspecializacije, ki jih lahko opravite? Ali... Formalno ne. Se pravi, formalno, lahko si psiholog tako. In če želiš delati klinično, greš v subspecializacijo klinične. Se pravi, klinična psihologija je specializacija, znotraj klinične psihologije ni formalnih subspecializacij, recimo za nevropsihologijo ali za katera druga področja. Nastane pa ta subspecializacija neformalno tekom študija, tudi glede na interes posameznika. Ne? Ja, to pa razumem. Ampak kot psihologinja, recimo, če ne želiš klinično, imaš pa še druge specializacije ali ne? Formalno ne, so pa potem področja, seveda znotraj katerih se psihologi specializirajo, kot je športna psihologija, marketing in tako naprej. No, to je tudi kot pri nas, recimo, si specialist infektologije, pač eni se ukvarjajo s HIV-om, eni se ukvarjajo s hepatitisi, ampak nimaš formalnih subspecializacij. S klinični psihologi mi delamo, seveda tudi v kliničnem centru, kjer si tudi rekla, da si ti delala. In ena stvar, ki meni se zdi to zelo, zelo vredna, v bistvu izjemno dragoceno, no, da imaš na voljo kliničnega psihologa, ker je tukaj tudi, če čisto moja izkušnja iz dela, dam eno vrzel med tem, ko ti potrebuješ, recimo, ne potrebuješ psihiatra, ampak je pa bolnik zaradi katerekoli vzroka, pač, ki je lahko v bolnici, vemo, ne, od hospitalizma, nespečnosti, skrbi, izgube, bolezni, potrebuje nek pogovor in dodatna vrednost je, da je lahko to pogovor z eno in isto osebo, kar se mi zdi zelo ključno, ker če mi prosimo, da prije bolnika oceniti psihiater v ponedeljek, pa potem v petek bo prišel tisti, ki je razporejen in bo spet nek nov. Medtem ko s temi obravnavami imamo zelo dobre izkušnje, razen s tem, da jih je težko dobiti, ker žal imamo malo na voljo. Premalo. Ja. Premalo. Klinična psihologija ima v Sloveniji sicer relativno dolgo tradicijo, ampak danes, glede na to, kje smo, pa lahko rečemo, da smo po številu kliničnih psihologov, če gledamo neko evropsko povprečje, zelo odzadaj. 6 kliničnih psihologov na 100.000 prebivalcev uvrščajo v bistvu v Evropi na sam rep. Tako da potrebe so bistveno večje, kot jih dejansko zmoremo. Kot jih zmorete, se pravi, je premalo kliničnih psihologov ali je premalo premalo? Ker vem, da pri nas zdaj to sicer ne dam roke v ogenj, ker nisem sedel na teh sestankih, ampak naj bi v kliničnem centru se zelo širila ta dejavnost. Mislim, da celo infekcijska klinika dobi svojega v kratkem. V zadnjih letih se reorganizira, tako da smo priča tudi večji možnosti za specializacijo iz klinične psihologije in počasi gremo po tej poti v zapolnjevanju te vrzeli pomanjku. Super, no se veselim res, ker res iz prve roke vidim to potrebo, no, kako tudi recimo jaz kot lečeči zdravnik na viziti, če prepoznam stisko nekoga in bi se rad pogovoril, prvič nimam zelo specifičnega znanja, drugič pa nimam tudi veliko časa, ker imam pač za narediti vizito in pač moje delo je drugje.
No, ampak zdaj bi se premaknil recimo na spanje. No. Jaz sem se tega pogovora zelo veselil, tudi iz vidika tega, ker kdor me dalj časa spremlja, ve, da imam jaz spanjem eno zgodovino, no. Kot nek, ne vem, če lahko rečem, kot nek pretekli ljubimec, ki sem ga zelo sovražil, zdaj pa moram reči, da me je tudi kaj naučil, ne vem, koliko je posrečena primerjava. Tudi mene zanima, kakšna je ta zgodovina. Ja, tako na kratko. Jaz mislim sicer, to sem itak pol mislil malo vprašati, kako je nespečnost bolezen ali simptom, kar je lahko oboje, ne. Jaz mislim, da je bilo pri meni to simptom in je bil simptom ene hude anksiozne motnje v času študija. Vsak večer sem si računal točno število ur, ki jih še imam. Če sem se odločil, da je premalo, sem se napsihiral skoraj do paničnega napada in seveda naslednji dan potem se počutil zaradi tega slabše in se bal še bolj. V bistvu je bil kot nek strah in ti povem, da je ta strah bil kot mal paralizirajoč, oziroma jaz sem dejansko bil zunaj recimo na poti domov in ko se je začel delati večer, me je postal strah, kot da grem čisto fiziološko, kot da grem v nek boj. To je zelo tipično, kar opisuješ. No. Zelo hitro lahko pridemo v ta začaran krog, ki se kaže v tej prekomerni vzburjenosti na koncu, ko je treba spati. Bodi si je to ta telesna vzburjenost, ko čutimo vse te simptome telesne anksioznosti, ali pa čisto miselna vzburjenost, se pravi te številne misli, strahovi pri tem, a bom spal, ne bom spal, kako bo jutri in tako naprej. Tako da pravzaprav zelo hitro se lahko zaciklamo v ta krog nespečnosti in dlje, kot vzdržujemo bolje, potem tudi nespečnost lahko trdovratna. To je bil problem. Zdaj prvič nisem vedel, da je to kot si zdaj rekla, a ne, da je to zelo pogosto. Jaz sem takrat mislil, da so edini 20-letniki, ki ima te težave, kar je problem te stigme, ne, in premalo ozaveščanja, ker sem se počutil tako šibkega, ne, kot vsi super spijo, vsi super funkcionirajo, jaz sem pa živčen. In to je tudi ena izmed tistih misli, zdaj v kognitivni terapiji bi rekli, da je ena takšna miselna distorzija, se pravi neustrezna misel, da sem jaz edini, ki ne spim. In to je en zelo velik pritisk na to, da potem pa res moram, čim prej zaspati in dobro spati. Mi vemo danes, da ima pravzaprav kar tretjina ljudi v splošni populaciji vsaj občasno težave z nespečnostjo. Pri 10-15% so te težave tako izrazite, da lahko govorimo o klinično pomembni, že kronični nespečnosti. Tako da kljub tem mislim, ki so zelo pogoste pri ljudeh, ki ne spijo, jaz sem edini, vsi drugi dobro spijo, jaz pa ne morem, pravzaprav je slika ravno obratna in pri pomanjkanju spanja, pri nespečnosti lahko govorimo pravzaprav o enem takšnem širokem javnozdravstvenem problemu, ne pa o posameznih primerih. No, ampak na to recimo sem zdaj prvič slišal, ko si mi ti povedala na ta način, ki mi je zelo všeč. Beremo o kajenju, alkoholu, beremo o, ne vem, tem, koliko ljudi se zaleti na cesti. Če bi jaz takrat prebral to, mogoče kar si ti rekla, ne, da tretjina ljudi ima te težave, da so, kot si to lepo oblikovala, občasne, ne, da bi mi povedali, da mogoče to mine. No, kar je meni takrat tudi zelo stresiralo, kar si lahko najbrž predstavljaš, je, da se na medicinski fakulteti veliko spanju učimo in se učimo, kako je ključno in kako je povezano z marsičem. In potem se to znanje, ne, skupaj z znanjem, ki pa sem ga imel, in sicer to, kar si rekla, da dlje ko traja, bolj se ciklaš. Po 2 tednih me je bilo bolj strah kot po 3 dneh, po 2 mesecih sem mislil, da bo to zavedno. In na neki točki sem se odločil, jaz ne vem, kako naj si pomagam, jaz ne vem, če bom še kdaj sploh dobro spal brez zdravil. In to, zakaj sem pa rekel, da je bilo mogoče to zdaj nek tak razmerje, ki ga zdaj v resnici celo cenim, je pa, da me je potisnil na en kup izjemno uporabnih metod, ki jih še zdaj prakticiram, od čuječnosti, meditacije in tako naprej. Ampak no, lej, to recimo si že vmes dala v redu komentar, mogoče še, če imaš kaj na ta moj uvod za pripomniti. Pripomniti mogoče v tej točki to, da so naše misli tudi pri nespečnosti, pri spanju tiste, ki nas lahko ohranjajo budne. Morda bi pripomnila to, da je popolnoma normalno, da kdaj ne spimo, ljudje smo pač odzivni na stresorje, ljudje imamo tudi to prilagoditveno funkcijo, da v nekaterih situacijah, ko je to potrebno, pač ostanemo budni in to zmoremo. In tudi vsi ti učinki spalne deprivacije, o katerih
se učimo, so resnični, ampak moramo vedeti, da ena sama neprespana noč seveda bo prinesla morda v naslednjem dnevu že neke učinke zmanjšane učinkovitosti, pa vendarle, recimo pri nespečnosti vidimo, da ljudje 90% stvari naredijo zadovoljivo. Se morajo bolj potruditi, se morajo bolj motivirati, ampak končni učinek pa vendarle ni tako slab, kot se ga bojimo. Ne. Tako da ob teh nekih prehodnih težavah, ob posameznih neprespanih nočeh moramo vedeti, da je to normalno, da se nam to vsem dogaja in takrat je najslabše, da se trudimo, da bi zaspali in da si skušamo dopovedati, da zdaj pa moram spati. Ker ta truta, ta pritisk, da moram spati, ustvarja ravno kontraučinek. Super, in ta uvid, veš, ta uvid, ki si zdaj rekla, je v bistvu od vseh stvari, ki sem jih jaz mogel sestaviti, da mi je skupaj pomagal, se mi zdi, da je bil ta najpomembnejši uvid, da v resnici nekako sem se mogel prepričati, evo pa se zdaj križam, ampak da spanje ni toliko pomembno. In to kljub vsem tem člankom, in točno zaradi tega, kar si rekla, se pravi, ja, absolutno si bolj, mislim, si vsak ve, skoncentriran, učinkovit, hiter, refleksi, vse, če si naspan, ampak konec koncev, če bi bilo res tako, da 2-3 noči ne spiš, pa se ti podre življenje, se mi zdi, da noben starš ne bi preživel, noben kirurg. Tako, mislim, moraš vedeti, da ljudje funkcionirajo in to operirajo, ne vem, srca in glave in kljub temu, da slabše spijo. In tudi to sporočilo, da spanje je važno, ampak da funkcioniraš lahko tudi brez, je bilo meni prelomno. Ker jaz sem si takrat točno to, kar si rekla, moje zgodbe v glavi so bile, ne bom naredil faksa, kako bom kdaj dežuril, kako bom sploh funkcionalen. Ja. Pa ugotoviš, da ne boš jih padel na tla sred ceste, ne, zato ker si utrujen. Ja, lahko pa nas prav takšni strahovi, takšne katastrofizacije, takšne napovedi, nekih grozljivih posledic, pa potem dejansko dodatno vržejo iz tega ravnovesja in res zdržujejo potem nespečnost. Jaz sem celo gotovo, da me vržejo bolj kot sama utrujenost. Potem sem si nekako razdelil tisti občutek po grozni noči, ko si res matran, na 2 stvari, ki sta me sočasno stresirale. Ena je bila tisti občutek težke glave, ki ga vsi poznamo, utrujenost, neprespanci. Ta občutek sam me je bistveno manj stresiral in zaviral kot to, da se mi je skozi predvajalo v glavi, kaj bo, kaj je bilo, kako si ne morem pomagati, kako bo vedno tako, kaj zdaj, kako bom naredil izpit, kako bom naredil dežurstvo. In pol, ko sem se prišel do te pomembne mantre, vsak kdaj slabo spi, tako. In še vedno funkcionira, takrat sem pač res, zamenil sem plato povsem popolnoma. Ne vem, koliko dolgo lahko ljudje, mogoče tako vprašanje, preživijo brez spanca, malo neetična raziskava bi bila, če imaš kakšno oceno. Ja, dejansko, danes vemo, da so učinki nekega kroničnega pomanjkanja spanja ali pa deprivacije preveliki, da bi to eksperimentalno proučevali, ampak so bili narejeni to vrstni eksperimenti. Tukaj se spomnim Randyja Gardnerja, dijaka iz Kalifornije, ki je leta 1964 naredil eksperiment in sicer se je odločil, da ne bo spal. Okay. Ekipa zdravnikov ga je spremljala, gledali so, kaj se dogaja in sprva je nekako kazalo, da morebiti pa mi kar lahko, brez spanja zmoremo, ker mislim, da je še 10. dan tega eksperimenta dejansko v ping-pongu premagal svoj igralca. 10. dan? 10. dan, on je zdržal brez spanja dobrih 11 dni, 264 ur je bedel, potem je bil pa v tako slabi koži, da so ta eksperiment prekinili. Zdaj, kaj se je začelo dogajati? Rekla sem, da na videz morda ni bilo takšnih učinkov tega pomanjkanja spanja, ampak ko so stanje natančneje pogledali, beležili, se je izkazalo, da je Randy imel že po 2 dneh brez spanja težave, kot je bilo naprimer težave z osredotočanjem pogleda, javlja se mu motnja v koordinaciji gibov, rok in hoje, kar je nekako posredno kazalo na težave v delovanju malih možganov. Težko je recimo izgovarjal neke zapletene besede, težko je recimo tudi prepoznal predmete, če jih je lahko samo otipal, ne pa jih z vidom, se pravi. Kot neke višje kognitivne procese. Ja, in pokazali so, da bi se ena huda motnja razpoloženja, postal je zelo tesnoben, celo halucinirati začel, ena paranoja se je pojavila, tako da praktično zelo kmalu, že po 2 dneh tudi hude motnje pozornosti, delovnega spomina se je izkazalo, da pravzaprav pa
brez spanja, ne, tako popolnoma brez spanja, pa zares ne gre. Ampak on je prav povsem brez spanja, on ni spal. Povsem brez spanja. To je vse malo drugače, kot če ti 3 Tako. ure, 4 ure dobiš na noč. Mislim, bistveno drugače, bi Ja, rekel celo. ja. Zelo zanimiv eksperiment. Zelo, nisem vedel, da je možno 11 dni na ta način preživeti. Veš, zakaj sem te vprašal sploh tole? Zato, ker sem prebral pred kratkim, oziroma še berem, eno fantastično knjigo, zagotovo sem prepričan, da poznaš Viktorja Frankla, ker ga najbrž vsi v vaši stroki, vsi resni. Smo prebirali. In on je napisal, mislim, on je bil psihiater, Žid, ki je 3 leta preživel v psihiatričnem, mislim, v koncentracijskem taboriščih celo. In on je napisal več knjig, ampak ta krasna knjiga o njegovih izkušnjah tam in potem teh uvidih, ki jih je vam prinesel v to svojo teorijo logoterapije. Jaz berem v angleščini sicer Man's Search for Meaning, ker so neki sprevodi. Jaz sem mislil, da je to slovenski prevod Človekovo iskanje najvišjega smisla, pa sem videl, da je to druga knjiga, tako da glede prevodov, to bom še preveril, bom tudi dal v opis epizode te knjige, ampak kar on med drugim napiše je, tako simpatično mi je napisal, da je on in drugi zdravniki, ki so bili sprejeti v ta koncentracijsko taborišče, da so ugotovili, da učbeniki lažejo. On je rekel, učbeniki nas učijo, koliko časa človek lahko zdrži brez spanja ali pa z minimalno spanja, koliko časa brez hrane, kako bo, ne vem, razpadel, umrl. In da, ko si potisnen v to, kot je rekel Dostojevski, človek je najbolj prilagodljiva žival, da pol je on tam spoznal, da to enostavno, kot sva rekla, da zdržiš marsikaj, ker tam so bili fizično seveda izjemno naporni dnevi, mogli so delati, polagati tiste tire. Knjiga, ki jo absolutno zelo priporočam in mi je zelo pomagala in učbeniki lažejo, tudi taka fajn fraza, ki si jo večkrat ponovim. In v kontekstu spanja je potem tista tvoja glavna misel, kar se tiče Frankla, kateri zaključek? V bistvu zaključek, da gre tudi za hudo spalno deprivacijo, če gre za preživetje, da človek ostaja funkcionalen in da je tudi pri njemu, se mi zdi, da je itak njegovo glavno sporočilo, da si ti v moči lastnih odzivov, ne glede na okoliščine, in to se mi zdi važno sporočilo za spanje, da tudi ko si ti neprespan, se boš sam odločil, ali se boš zdaj na psihiru do onemoglosti ali ne. Tako, zdaj obe sporočili sta važni. To, da se lahko na neko kratkoročno pomanjkanje prilagodimo, kadar je to potrebno, in po drugi strani, da to ustvarjanje pritiska, da moram spati, lahko ustvari večje težave, kar pa seveda ne pomeni, da ni potrebno zagotavljati teh pogojev, da bi pa res, če se le da, naspali vsako noč. To je tako zanimivo razmerje, da po eni strani ne se preveč sekirati, ampak ne se potruditi vseeno. Ampak ne se truditi, ker ne boš mogel zaspati. Ne se truditi neposredno. Spanje je najbolj spontana aktivnost in bolj kot se bomo trudili, bolj bomo aktivirani, večja bo aktivacija našega simpatičnega živčnega sistema in težje bomo zaspali. Lahko pa se potrudimo posredno, tako da sprejmemo neke ukrepe. Tudi to, kad si ti naredil neko prevrednotenje misli, a res pomeni, da če danes ne bom spal, bom zaradi tega, ne vem, padel na izpitu, pa bom izgubil službo potem, ali pa sploh ne bom dobil službe in tako naprej. Se pravi, da ovrednotimo, ti si rekel, sej, bom zmogel, ali pa tudi, če danes ne spim, se ne bo zgodila neka katastrofa. Po drugi strani pa lahko tudi z nekimi vedenjskimi ukrepi, načrtovanje nekih ustreznih spalnih pristopov, posredno kontroliramo to, da bomo pa vendarle hitreje zaspali, da bo spanje potem bolj strnjeno preko noči in posledično tudi bolj osvežujoče. Tako da na ta način, ne s tem, da se silimo, pa trudimo, ampak da skušamo kontrolirati z nekimi orodji, ki nam pa vendarle dajo moč oziroma priložnost, da spanje, če je nekvalitetno, če je nespečnost prisotna, pa da ga odidemo nazaj v tisto zdravo smer. Razumem, to je super didaktična razdelitev. Se mi zdi, da sem kar dobil tako recimo misel na to, kako se kdaj lahko sekiraš, ko si razpisan na dežurstvo v urgenci. Kaj, če bo ful ljudi prišlo, ogromno bolnikov bo, ogromne ne bom imel prostora sprejemati in neposredno na to ne moreš vplivati, ti ne moreš dati na steno un dan, ko si dežuren list, prosim, pridite jutri in tako naprej. Lahko pa ti se prej učiš, recimo se naučiš čim več urgentne medicine, se spočiješ dan prej, si pripraviš hrano za sabo, se pravi, na nek način se pripraviš na izmeno, ne da bi na njo direktno vplival. In to, ko si rekli, da je spanje najbolj pasiven proces, se mi zdi super in
se mi zdi tudi razlog, da imamo ljudje določeni, ki smo zelo radi v kontroli. Tako. Velike težave s tem. Veliko ljudi, ki prihaja z nespečnostjo, tudi recimo k meni, imajo skupnega prav to, da imajo na tako potrebo, da bi kontrolirali, da bi bile vse stvari pod nadzorom, in spanje, mi vemo, da ga neposredno ne moremo kontrolirati. Ne moremo, ne? Čeprav gre za neko to osnovno fiziološko potrebo, ne moremo se odločiti, da bomo zaspali v trenutku, tako kot se odločimo, da bomo šli jesti ali pa na stranišče. Tako da, ko bi se vsaj lahko. Ja. Včasih me kdo vpraša, kaj bi bila tvoja super moč, če bi si lahko zbiral, in rečem to, da imaš off switch, zdaj bom spal in zaspiš. Da se temu približati z ukrepi, ki jih recimo tudi znotraj kognitivno-vedenjske terapije uporabljamo. Ne? Ja, v to bi se zelo poglobil, se pravi nekako to obravnavo. Tle sem hotel reči eno stvar, in sicer sem nekje prebral, da spanje ni nekaj, kar dosežeš, je nekaj, kar pustiš, kot v smislu, da ko boš ti se čim manj ta trenutek aktivno, kot si rekla, ukvarjal s spanjem, bo seveda lažje prišlo. Druga stvar je pa, kar sem pri sebi opazil, je ta problem agende. To smo tudi že odprla. Se pravi, recimo spim 2 tedna super, pa vem, da imam naslednji dan se peljemo na morje zelo zgodaj in je v glavi. Jaz bi res bi rad bil spočit za to pot. In takrat se zatakne. In ti povem, recimo, mi imamo dežurstva in dežurstvo pomeni, da si pač delaš 8-urno delo in potem 16 ur ostaneš v službi, zvečer in po noči. Ampak dežurstvo pomeni, da če je mir, lahko ti se uležeš v posteljo dežurnega zdravnika in spiš in te pokličejo sestre, recimo, ko kdo prije na urgenco. In ti povem, da jaz takrat v službi, ko se uležem v posteljo, zaspim hitreje in boljš kot dan prej doma, kjer vem, da me ne bo noben klical, ker vem, da imam svojo posteljo, da je bolj udobno, poštar je boljši, vse. Natanko zato, ker v službi nikoli ne grem spat z agendo, zdaj moram pa 8 ur dobiti. Seveda, ne, tam se uležem z mislijo, mogoče lahko pol ure počivam. Doma se pa uležem z mislijo, jutri sem dežuren, to mora zdaj biti najboljši spanec v mojem življenju. In a se da to obrniti, a se da te agende spustiti? No, seveda to delamo prav v kognitivni terapiji. Zdaj, mogoče čisto taka hitra tehnika, ena metoda, rečemo je prav metoda paradoksne namere, kjer pri ljudeh ravno, ki imajo to zelo izraženo, da moram zaspati v tem trenutku čim hitreje in tako naprej, da poskusim ravno obratno narediti. Da rečemo, jaz bom pa poskušal ostati buden. Da ležiš z odprtimi očmi in si pač pustiš, da si buden. S tem se ta pritisk, da moraš zaspati, pravzaprav zmanjša, če veš, da si lahko buden, in posledično dejansko pride hitreje ta nastop spanca. Tako da tudi na tak način lahko obrnemo ta. Kako zanimivo, to si pa ne bi nikoli mislil. Ker jaz sem si vedno rekel, sam leš na mir, počivaj. Ne. Zdaj, če se vprašava, kakšna čustva vodi takšna misel, ne? Počivaj, pa čim hitreje pač zaspi. Ja. Kaj se zgodi? V tistem trenutku pritisk, ne? Nek pritisk, lahko je nek strah, da mi to ne bo ratalo, ker sem že imel recimo takšno izkušnjo. Lahko je to neka jeza, ker vsi ostali spijo, jaz pa ne morem. Čeprav veva, da to ni res, ne? To je tudi. Pač misel lahko takrat zelo resnična. Mi pravzaprav v te svoje misli, ki se takrat dogaja, zelo verjamemo, da smo nekritični do njih. Če jih mogoče pogledamo potem z distanco, vidimo, da se je lahko v njih pač tudi neke resnice, ampak da morda pa niso 100% resnične. In tiste misli, ki so takrat prisotne v uspavanju, seveda vodijo v potem niz čustev, v tesnobo. Te tesnobe vodijo v dodatno neke negativne misli, v katastrofizacijo, in posledično je tudi telesna aktivacija, posledično je tudi vedenjski odziv, se pravi, še bolj se bom potrudil, če ne bom mogel zaspati, bom vztrajal v posteli, ob vztrajanju v posteli, seveda se bo še več teh nekih tesnobnih misli pojavilo. Tako da mi lahko to seveda pač prekinemo, ta tok misli, ki vodi v ta negativna čustva. Lahko se recimo te misli naučimo pač ovrednotiti, torej koliko so realne, mogoče prepoznamo tudi kakšne te napake, kot so rekla, da katastrofiziramo, da posplošujemo, da črno-belo gledamo, se pravi, moram spati 8 ur, da bom lahko funkcioniral, v resnici pa dejansko lahko tudi z manj urami. Včasih so misli lahko čisto realne, buden sem, nisem še zaspal, ampak koliko je ta misel tudi koristna. Tako da, če so misli nekoristne, jih potem tudi skušamo nadomestiti z nekimi drugimi odzivi, ki bi posledično prinesli manj
tesnobe in tega telesnega vzburjanja, lahko že s tem, kar si rekel, ne, z nekimi vajami čuječnosti, da se osredotočimo na tukaj in zdaj, da tudi če misli prihajamo, pustimo, da gredo, ne, sprostimo to napetost. Tako da veliko je pristopov, s pomočjo katerih lahko to agendo, ne, pred spanjem, kot si rekel, pravzaprav spremenimo in naredimo spanje spet bolj spontan proces. Ne. Ja, meni se zdi tle velika težava to, da v času hude stiske je težko stopiti nazaj pa pogledati distanco, sploh če prije do nekega obupa. Res je. To je tudi, ko sem imel podcast s profesor Škodlarjem, psihiatrom, on je rekel, da je absolutno ta tunelski vid problem in moraš stopiti korak nazaj, ampak dokler to lahko narediš, v resnici še nisi čist v obupu, ker ko si enkrat v obupu ne vidiš sploh. Jaz vem, da meni je recimo zelo pomagal, da sem imel svojo ženo blizu, takrat punco, Ester, ko smo mi da skupaj bila, recimo, ko sem šel prespat k njej, sem boljše spal, čista nek občutek, ne vem, da imam nekoga, če bo varnost, tako. Ampak to je zanimiva zgodba, to, ko si rekla, ta jeza, drugi spijo. Jaz sem to toliko čutil, da sem njo zbujal po noč. Jaz sem njo tresel, da sem mi povedal, da ne spim, da sem mi povedal, kako stisko imam. Res, tako, to je prav noro. To mi je bilo, v glavi sem začel računati, ona že 1 uro spi, jaz pa ne, zdaj pa spi že uro in pol. Mislim, to je tako taki odzivi, da res, in se mi zdi, da to je treba, kot si rekla, absolutno prekiniti, stopiti korak nazaj, pogledati na situacijo drugače, tudi recimo reči, jaz si velikrat rečem, še vedno je bilo vse v redu. Se pravi, imel sem že take noči, imel sem take skrbi, in to, kot si rekla, 90% recimo zadev, mislim, jaz ene stvari ti ne morem zdaj z glave reči, da sem imel ful slabš naredil, ker sem dan bil neprespan. Vem, da sem se sekiral blazno, vem, da sem imel grozne stiske čustvene, ampak tako, da bi rekel, takrat sem pa res slabš, ne vem, pisal izpit, ker se mi zdi, da ta odziv človeku, ker gre nekaj za res, tudi če bom vozil avto, vse bom imel najbrž slabši odziv, ampak če bo en iz stranske ulice prpelu, jaz bom tisti trenutek skočil na to, če tudi za nekaj milisekund kasneje, ampak nikoli nisem opazil, da bi me to podrlo. Zdaj, ko si pa govorila o teh instant tehnikah, eno čist poljubno vprašanje se mi je pojavilo. Kaj pa je to štetje ovca? Je to kaj v literaturi, kdaj je bilo obravnavano? Ja, štetje ovce je ena taka zelo enostavna tehnika te miselne distrakcije. Se pravi, če jaz, ne vem, imam neke tesnobne misli, je dobro, da jih zamenjam z nekimi bolj nevtralnimi. Štetje ovce je pač neka taka zelo enostavna tehnika, ampak kaj je problem pri štetju ovc, da nas zelo malo zaposli. Se pravi, če jaz začnem šteti ovce, jaz se točno ne vem, kako si ljudje predstavljajo te ovčke, da to preskakujejo prek kakšne ograde oziroma na kak način to štejejo. Zelo malo zaposlimo pač svoje možgane. Mi, če hočemo to fonološko zanko zapolniti z nečim drugim, se pravi, da namesto imam skozi te misli, moram zaspati, kaj bo z mano, če ne bom zaspal, moram zjutraj vstati in tako naprej, moramo nek drug verbalni, recimo odziv pripeljati, ki bo dovolj zapolnil to zanko, in štetje ovc se hitro izkaže kot premalo kompleksno nalogo. Torej, dobro je, da takrat počenjamo nekaj, kar je sicer do neke mere dolgočasno, ampak ne preveč dolgočasno. Tako da namesto štetje ovc lahko katere druge tehnike ustavljanja teh napornih misli ali pa take miselne distrakcije naredimo, lahko že recimo odštevanje od nekega velikega števila, ne vem, da rečeva odštevanje od 999 minus 7, nas nekoliko bolj zaposli mentalno kot to štetje ovc, čeprav izhodišče je pa v bistvu podobno, se pravi teorija v ozadju tega štetja ovc in uporabljanja teh tehnik miselne distrakcije ima neko isto osnovo. Ja, mislim, da je to osnova, se pravi, ta osnova je to, da ne moreš misli na silo utišati, lahko samo pretentaš svoje možgane. No, to si zelo lepo rekel, da misli ne moreš na silo utišati. In tukaj lahko, ne vem, narediva tudi en tak zelo enostaven, hiter eksperiment, kako mi zmoremo ali pa ne zmoremo kontrolirati svojih misli, pa rečeva, da zdajle ne bova mislila na roza slončka. Ja. Dava recimo pol minute in navodilo je res ne misliti na roza slončka. Jaz sem že 3-krat pomislil. Že 3-krat si pomislil. 10 sekund. Ja, torej bolj, kot se skušamo kontrolirati, manj nam to uspe, tako da mi lahko potem z nekimi posrednimi metodami skušamo misli do neke mere nadzorovati, ampak nikoli pa ne more biti to 100%. Ja, in to se mi zdi, da dodaten stres lahko pride, ko probaš utišati misli, pa ti ne gre, pa si jezen še nase, pa na svoje možgane. In jaz vedno rečem, da to je, da bi bil jezen na kožo, da se lušči, pa ledvica, da koncentrirajo urin. Pač možgani so tam, da ti ponujajo nek refleksijo in uviti, ne moreš jih zdaj izklopiti. In te posredne tehnike so super.
tudi čuječnost, ki sem prej omenil, meditacija, ta osnovna, ko gledaš svoj dih, v bistvu iz te točkaste pozornosti, ki jo vzdržuješ, pridejo potem tiše misli, oziroma prideš v to nek stanje hiperfokusa, ki ga jaz obožujem, ko se počutim, kot da sem končno utišal vse v glavi. Pol seveda prije misel, wow, kako dober, in pa moraš iti nazaj. Je pa še ena druga izjemno dobra, se mi zdi, dodana vrednost prakse čuječnosti, drugače, kogar to zanima, bom dal tudi link do moje epizode na to temo, imam tudi malo šolo čuječnosti, kjer je en dober uvod, ampak ker jaz recimo nikoli nisem po noči, ko nisem mogel zaspati, sem redko uporabljal to metodo, ker me vseeno se mi zdi, je zraven ena v bistvu zelo pomembna parameter koncentracije pri tej vaji, da vseeno spremljaš tisto dihanje, ne da se zmeri bolj umirjaš, čeprav vmes se dejansko lahko zaspiš, ampak z vajo čez dan sem tudi razvil ta bolj pogled na situacijo kot s tem bistvenim parametrom sprejetja, ki ga čuječnost uči. Da kar se dogaja, to sprejmeš. Ne? Recimo, kot si rekla, ta misel, zdaj ne spim, da je to misel v redu. To je res in to je situacija. Ne pa joj, ko bi vsaj spal, če bi pred 2 urama zaspal, bi jutri bil krasen dan, ko bi vsaj bil drugačen. Ne? Se mi zdi, ta način odrivanja tega, kar je tukaj, blazno viša stres. To si zelo dobro izhodišče zdaj povedal. Dejansko, tudi kar se tiče same terapije nespečnosti, danes vidimo, da tudi tehnike čuječnosti prihajajo v ospredje. Mi vemo sicer zdaj že na podlagi 30-40 let raziskovanja, da je sicer kognitivno-vedenjska terapija, ti klasični pristopi, za nespečnost, da so tisti, ki najbolj pomagajo največjemu številu ljudi, ampak nespečnost se pa seveda pač ne pri vseh, se pravi, s kognitivno-vedenjsko terapijo ne dosegamo zdaj optimalnih učinkov pri vseh ljudeh. In čuječnost je potem ena taka odlična komplementarna tehnika za torej sprejemanje teh učinkov nespečnosti, hkrati pa se osredotoča na tisto, kaj je zunaj nespečnosti. Bolj, kad bomo spustili, bolj bomo lahko polno živeli in posledično bo tudi spanje boljša. Če ne bomo imeli toliko tega centraliziranega pogleda na spanje, se pravi, spanje je tisto, zaradi katerega sem, ne vem, čez dan neučinkovit, slabe volje, se kregam in tako naprej. Če ne bomo toliko fokusirani na samo spanje, ampak se osredotočili, mora biti res bolj na tukaj in zdaj, sprejeli tudi neke učinke nespanja, bo posredno tudi nespanje bolje kontrolirano. Tako da vemo, da je pač čuječnost danes v terapiji nespečnosti en dodatni element, ki mnogim ljudem tudi posredno prinese potem olajšanje. To sprejetje posledice mi zdi tudi ena zelo važna stvar, kar sem jaz ugotovil, je, da potem, ko sem recimo šel v dežurstvo, kdaj ne prespal, jaz sem si najprej mislil, da če bom pa šel v dežurstvo, ne prespal, pa konc svojega življenja. Kako bom pa še popoldne, pa polnoč v delu. In pol, ko ti to rata, enkrat, dvakrat, trikrat vidiš, da si v resnici to preživel in pozabil v 3 dneh, si sam sebi dokazal, česa si zmožen. In s tem, ko nabiraš te izkušnje, kar je ponavadi zelo neprijetno, v bistvu nabiraš tudi samozavest in nižaš to vrednost spanju, ki jo pripisuješ, ki ti lahko vse uniči. Zdaj pa imam samo 2 vprašanji, mogoče čisto, če bi lahko razložila, kako poteka ta kognitivno-vedenjska terapija, kaj to sploh je, pa mogoče koliko rabimo časa, da opazimo neke napredke, zdaj prej smo govorili o nekih instant tehnikah, ki jih lahko po noč probamo. Koliko časa nekako bi priporočila oziroma bi bilo pričakovano, ker se mi zdi tudi napačna pričakovanja so lahko tukaj problem. Seveda, spet smo pri pričakovanjih, Zdaj, kognitivno-vedenjska terapija predstavlja pravzaprav eno kombinacijo različnih tako miselnih pristopov, nekaj sem jih že omenila, in pa predvsem tudi vedenjskih pristopov. Se pravi, ne delamo samo na mislih, ampak tudi konkretno na vedenju, ki vzdržuje nespečnost. Ena taka kombinacija teh metod prinaša, bom rekla, mnogo ljudem za nespečnostjo ugodne učinke. Danes je ta terapija prepoznana kot tako učinkovita, pa seveda tudi varna, da se priporoča kot terapija prvega izbora po smernicah za zdravljenje, tako po smernicah recimo Ameriške zveze za raziskovanje spanja, Evropske zveze za raziskovanje spanja. Evropska zveza za raziskovanje spanja SRS pravkar pripravlja tudi prenovljene
smernice za zdravljenje nespečnosti in kljub nekaterim novim farmakološkim zdravljenjem, ki se trenutno na področju nespečnosti uvajajo in ki bodo primerni tudi pri zdravljenju kronične nespečnosti, je kognitivno-vedenjska terapija še vedno terapija prvega izbora. Se pravi, da naj bi pacient oziroma oseba z nespečnostjo najprej preizkusil te pristope, šele potem, če s tem ne dosegamo dovolj velikih učinkov, ali pa seveda, če ta terapija ni na voljo, bi lahko nastopili z farmakološkim zdravljenjem. Tako da terapija pač je dejansko učinkovita. Zdaj, kako zgleda? Konkretno, kognitivno-vedenjska terapija je že sama po sebi vrsta psihoterapije, ki je zelo strukturirana, ima tudi neke v bistvu naprej določene cilje, ki jih želimo doseči, in v primeru nespečnosti je seveda tisti primarni cilj, da se izboljša učinkovitost spanja, da se izboljša kakovost spanja, pa predvsem tudi, da se izboljša ta občutek dnevnega zadovoljstva z budnostjo, z delovanjem in tako naprej. Tako da to so tisti glavni izidi, ki jih pričakujemo, tisti glavni cilji. In običajno kognitivno-vedenjska terapija, ki je namenjena zdravljenju nespečnosti, traja nekaj srečanj z klientom. Seveda pač je odvisno vse od kompleksnosti same motnje spanja, vkolikor so pridružene kakšne komorbidnosti, težave na področju duševnega zdravja ali telesnega zdravja, je seveda potrebno uvesti v mnogih primerih tudi zdravljenje za te komorbidnosti, če želimo dosegati neke optimalne učinke tudi na spanje. Ampak če gledava samo z vidika spoznavanja nekih mehanizmov, s katerimi mi lahko ciljamo na nespečnost, pa je običajno tam dovolj nekje 4, 6, pa tam recimo do 8, 10 srečanj z klientom. Najprej vedno neka natančna ocena motnje spanja. Dobrodošlo recimo je tudi, če pacient že opravi kakšen pregled pri somnologu, da se izločijo neki morebitni biološki dejavniki, ki bi lahko vplivali na samo nespečnost. Je pa tako, da tudi pri komorbidni nespečnosti, se pravi tisti, ki je prepoznano v nekih duševnih težavah, se pravi, lahko je depresija, lahko so anksiozne motnje, lahko je tukaj tudi cel spekter pravzaprav drugih duševnih težav, ali pa tudi pri težavah z, rečemo, čist nekimi telesnimi boleznimi, je tako, da je pravzaprav način zdravljenja same nespečnosti enak. Zdaj, zakaj? Zato, ker, tako kot sem že videla, dalj časa kot neka težava s spanjem traja, ne glede na to, kaj je prvotno sprožilo, bolj nespečnost dobi nek tak svoj življenjski cikel, bolj se pojavljajo te mehanizmi, ki so univerzalni, ne glede na samo etiologijo nespečnosti v neki prvotni fazi. Vedno več je teh nekih neustreznih spalnih navad, kot je, podaljševanje časa v posteli, nek nereden ritem budnosti in spanja, glede na to pač koliko človek pač spi konkretno tisti noči. Vedno več je nekih poskusov kompenziranja te izgube spanja po noči, pa ta vedenja običajno niso učinkovita. In zaradi tega prihaja tudi potem vedno več zaskrbljenih misli, teh čustev, o katerih ste že govorila, tako da se, ne glede na samo etiologijo nespečnosti, postopno začnemo pač vrteti v nekih teh zelo sorodnih mehanizmih ojačevanja in v terapiji nespečnosti, kognitivno-vedenjski terapiji, ciljamo na te ojačevalce. Tisto, kar je recimo zanimivo, je, da pri zdravljenju nespečnosti kognitivno-vedenjsko terapijo lahko opažamo ugodne učinke tudi na nekatere komorbidnosti, ki obstajajo, recimo na depresijo, na anksiozne motnje, celo na nekatere čisto simptome telesnih bolezni, kot je bolečina, kot so nekateri neugodni učinki, recimo pri onkoloških obolenjih. Tako da danes vidimo, da ima ta terapija, lahko rečemo, neke take transdiagnostične učinke, ki so ugodni. Ja, to si absolutno predstavljam. Jaz sem tudi takrat, drugače sem tako zelo dobro razpoložena oseba in imam en kup stvari, ki me veselijo in tako, ampak takrat, ko sem res slabo spal, sem dejansko čutil, da lahko razvijem tudi hudo motno razpoloženje, da dejansko pač, sej sva rekla, si rečeš, lahko funkcioniram neprespal in tako, ampak kakorkoli ta občutek v glavi je neprijeten, in če se to vleče dan za dnem, bo na človeka vplival. Ja, in tudi vemo danes, da ni samo recimo tesnoba ali pa depresija nek sprožilec motnje spanja ali pa nespečnosti,
ampak da lahko sama nespečnost tudi dejansko, tako kot si rekel, ojačuje te odzive preko dneva ali pa tudi sproži tesnobno motnjo ali pa različne tesnobne motnje, motnje razpoloženja, tako da tudi zaradi tega ne zelo smiselno, da motnjo spanja zdravimo in ustavimo. Ja. To se sliši tako, da mi je zdaj žal, da takrat nisem poznal teh metod, oziroma mislim, najbrž tudi ni vseeno, na koga se obrneš, ker mislim, kognitivno-vedensko psihoterapijo delajo primarno psihologi pa psihiatri, kar jaz razumem. Res je, tudi kakšni osebni zdravniki, večinoma psihologi in psihiatri. In pa ni pa tako, da v resnici najbrž so vsi niso specializirani za vse, si predstavljam. To je res. Zdaj pri zdravljenju motenj spanja je seveda zaželeno, da ima terapevt tudi neko dodatno izobraževanje na področju vedenjske medicine spanja, se pravi, da res dobro razume te mehanizme motenj spanja in da lahko potem ciljno dela na tem področju. No, to si predstavljam. Veš kaj, eno vprašanje, omenila si dnevne počitke, sicer kot nekaj, kar se mogoče ne priporoča pri nespečnosti, pri dežurstvih pa ja. Ja, no to, absolutno, to je še ena stvar, ker jaz sem tudi takrat, sem si isto govoril, ne bom spal čez dan, ker sem slabo spal, da bom lažje po noči, ampak postaneš zdravnik in nekako vidiš, da bo to tvoje življenje, da boš tudi čez dan spal, ampak zdaj ne govoriva recimo o turnusnem delu, čistko o teh, če lahko rečem, nekakšen je slovenski izraz power nap. Kakšno je stališče stroke? Počitki za moč bi lahko rekla, ne? Počitki za moč. Ker jaz sem imel eno predavanje o higieni spanja, o tem še nismo govorila, na fakulteti in takrat mi je mentorca, ki je bila tudi psihologinja, rekla, da so te počitki lahko zelo koristni do določenega časa, ker če nek čas spanja presežeš, potem te bolj zalima, kot ti vrne moč. Kako je s tem? Ja, to je vse res. Zdaj počitki za moč vemo, da lahko imajo ugoden učinek. Najprej so jih pravzaprav začeli proučevati pri pilotih. Se pravi, na NASA je prvotna bila tista, ki je začela raziskave na področju teh power napov, sicer kako optimizirati budnost pilotov v nekih kritičnih momentih. Vemo tudi recimo, da piloti po nekih teh sploh daljših čezoceanskih letih so najbolj dovzetni, da naredijo kakšno napako pri pristajanju. Takrat, ko so najbolj. Tako, ko so najbolj zaspani. In izkazalo se je, da mi dejansko lahko s tem kratkim počitkom, nekje 15-20 minutnim spancem, bistveno povečamo budnost, pozornost in so v tem oziru torej kratki dremeži čez dan lahko učinkoviti pri optimiziranju dnevne učinkovitosti do večera. Zdaj, tako kot pa si rekel, pa je zelo pomembno, da jih znamo pravilno načrtovati. Se pravi, če bo dnevni počitek kratek, tam okrog 20 minut, mi ne bomo šli tukaj v globoko spanje. V globoko spanje veva, da imamo različne faze spanja, prvo, drugo fazo plitkega spanja, nekje po 25 minutah začnemo drseti v globoko spanje, še posebej, če tukaj neki spalne deprivacije zraven, ne bomo čez dan šli v tudi globoko spanje. In če bomo čez dan, recimo si nastavili budilko po, rečemo 50 minutah, je zelo velika verjetnost, da se bomo zbudili iz globokega spanja. To prinese potem tisto, kar si rekel, to matavost oziroma ta občutek zbeganosti, ki se zbudimo, spalna inercija, rečemo temu, ki lahko traja nekaj 10 minut, lahko pa tudi več ur. Se pravi, možgani, da se popolnoma prebudijo iz tega počasnega valovanja med fazo globokega spanja, potrebujejo nekaj časa. Tako da v tem smislu je pomembno, da so te počitki dremeži kratki. Če pa imamo nek večji manko spanja in želimo to preko dneva čim hitreje kompenzirati, pa je potem bolje, da prespimo en cel spalni ciklus, se pravi, da res si naredimo po uri in pol budilko in prespimo torej vse faze spanja v tem ciklu in se zbudimo. Moramo pa vedeti, da en cel spalni ciklus spanja preko dneva, še posebej, če gre tukaj za globoko spanje, že lahko zniža ta homeostatski pritisk, ki pa mora biti zvečer optimalen, da mi lahko po eni strani hitro zaspimo, po drugi strani pa tudi strnjeno spimo preko noči, in da imamo tudi dovolj globokega spanja. Tako da večkrat bo takšnih kompenzacij preko dneva, kasneje v dnevu, kot bodo takšni počitki, večja je verjetnost, da bo imelo to nek negativen učinek na naše nočno spanje. Tako da nekje tam, recimo okrog 3 popoldne, ali pa recimo med 1 in 3 uro popoldne, ko pride sicer tudi do te cirkadianega padca v budnosti, ki je torej
nek naravni padec budnosti zaradi nihanja v naših cirkadianih ritmih. Takrat je tisti optimalni čas za počitek. Tam po 5 uri popoldne, pa če želimo ohraniti dobro arhitekturo spanja, pa se takšni dremeži odpriporočajo. Ena zanimiva stvar, ki sem takrat, ko smo se pogovarjali o higieni spanja, s takratno mentorico spoznal, je, da je kot neka tehnika, da imaš v roki ključe. Aha. In v trenutku, ko res toneš, ti bojo padli z roke in te zbudili. Ja, tudi to nekateri dejansko uporabljajo. Je pa pri meni tako, jaz recimo grem čez dan počivati po dežurstvu ali pa ko imamo kakšno težak noč z otrokom, ki by the way super razume, da lih 25 minut rabiš, da toneš, ker takrat ponavadi zajoka. No, in jaz nikoli ne dam budilke in to zato, ker če vem, da imam budilko, recimo, da bi si jaz računal spalni cikel 1,5 ure, bi jaz po 15-20 minutah začnem razmišljati, a si moram za to prestaviti, ker še ne spim, a še nisem v ciklu. Ta pressure se mi zdi, tudi recimo imam pametno uro, ampak ni šans, da si jaz kdaj naložim kakšne aplikacije, da bom vstal zjutraj, pa si bom rekel, sem kar spočit, bomo pa tam zračunali, ampak globok spanci bil toliko ur, pa ne vem kaj. Zaenkrat žal s temi aplikacijami ne moremo zares zanesljivo izmeriti, niti tega, ali zares spimo ali ne, kaj šele v bistvu, a smo dejansko v določeni fazi spanja. Zaenkrat še vedno pač velja, da je ti zlati standard merjanja fiziološke aktivnosti med spanjem, pač polisomnografija oziroma EEG, se pravi, če nimamo mi meritve možganskih valov, kljub tem naprednejšim merilcem, ki merijo in variabilnost srčnih frekvencij, pospeški gibanja in tako naprej, še vedno ne moremo zares točno izmeriti. Tako da ni se zelo smiselno opirati na te aplikacije, pa preveč meriti s tem, ker nas dejansko lahko potem tudi nek napačen podatek in nas stresira. Imam enega prijatelja, ki mi je pošiljal pol screenshote tega. Danes sem, 1,5 ure samo, pa upam, da bo poslušal ta posnetek. Sem mu rekel večkrat, pa to tebe sam stresira. Mislim, ti vstani in deli svoje stvari. In se mi zdi, da to iz tega vidika te neke ure in merjanje, da jaz sem tudi, se zelo treniram, nisem še tam, ampak da ne bi tudi računal toliko ur, ki so in ki bojo in ki so mi ostale. Ker jaz se zbudim in pa sem kar tako, vse se počutim kar v redu, ampak čak sem malo, do 2 sem pa to je 4 ure, pa sem pol ure tam malo nosil 3, jaz se ne morem biti spočiti, to je bilo samo 6 in to... Zdaj, neke magične številke, glede tega, koliko bi moral vsak izmed nas spati, itak ni. Tako da, kako vemo, da smo spali dovolj, bolj kot na podlagi nekih številk pa meritev, je res tisti občutek spočitosti, ki ga imamo. Potem, ko se zbudimo, oziroma predvsem, kako se mi počutimo čez dan. Če lahko zadovoljivo delujemo do večera, brez da bi imeli neke večje padce budnosti, brez da bi za to budnost potrebovali nek pomemben vnos energijskih napitkov, kave, potem je to znak, da mi spimo dovolj in dovolj dobro. Če se nam preko dneva začenja prekomerno kopičiti nek spalni dolg, če smo zaspani, veliko zehamo, če zaspimo na kakšnem recimo dolgočasnem sestanku, zdaj mi vemo, da dolgočasen sestanek ali pa neko tako monotono okolje ne more sprožiti te zaspanosti, lahko pa samo razkrije učinke spalne deprivacije. In to so potem tisti pa zares pač znaki, bolj kot same te meritve iz aplikacij, da naše spanje pač ni bilo po količini ali pa tudi po sami kakovosti zadovoljivo. Veva, da niso samo številke v smislu dolžine spanja pomembne, ampak še bolj ta kakovost spanja, se pravi, hitro zaspimo, ko zvečer gremo v posteljo, kolikokrat se prebujamo, koliko je te budnosti po noči. Tako da tudi sama učinkovitost spanja je, lahko rečeva, še pomembnejši kazalnik zdravega spanja kot neke številke, ki jih dosegamo, v smislu količine. Tukaj mogoče res tudi to, kar si prerekla, komorbidnosti, ki so lahko čisto organske, tudi v medicini vidimo recimo en primer je debelost, zapadanje jezika, smrčanje, drugi, ne vem, večja prostata, greš na vodo 10krat po noči in tako naprej. In se mi zdi, da to tudi polisomnografijo delajo na kliniki Golnik, čeprav vem, laboratorij za motnje spanja. Se pravi, neka zdravniška obravnava je smiselna sploh, če je tukaj nekaj, kar se lahko reši čisto organsko in pripomore k boljšemu spancu. Absolutno. Zdaj mi dva veva, da je več kot 80 različnih vrst motenj spanja opisanih in da je nespečnost samo ena izmed njih. Tako da vsekakor v primeru pač nekih starajočih težav s spanjem ali pa predvsem s to neko prekomerno dnevno zaspanostjo,
je smiselna neka diferencialna diagnostika, ki lahko razkrije, kateri so tisti neposredni vzroki. Včasih se lahko tudi kakšna motnja spanja, kot je obstruktivna spalna apnea, ki so jo izpostavil, recimo zamaskira z neko nespečnostjo. Recimo pri obstruktivni spalni apneji se tudi po noči zaradi teh zapor v zgornjih dihalnih poteh prebujamo. To je pri debelih ljudeh. Pri debeli ljudje so nekajkrat bolj dovzetni za razvoj, ni pa to nujno edini dejavnik tveganja. In posledično seveda zaradi teh mikroprebujanja so preko dneva prisotni znaki prekomerne dnevne zaspanosti, ne smemo pa to zamenjati za nespečnost. Pri nespečnosti tisto, kar vidimo preko dneva, je lahko večja utrujenost, ni pa zelo verjetno, da bomo nenadzorovano zaspali med vožnjo, tudi nekimi spontanimi sedečimi počitki. Pri nekaterih drugih motnjah pa je torej ta prekomerna dnevna zaspanost prisotna, tako da vsekakor je smiselna diagnostična obravnava. Tudi na kliničnem centru, ne samo v Golniku, je laboratorija za motnje spanja, kjer poteka ta diagnostika motnje spanja v laboratoriju za spanje s pomočjo polisomnografije, spravi objektivnih meritev za spanje. To je tudi zanimivo, ko si rekla, da lahko razkrije nek dolgočasen sestanek ali pa kaj, da si res utrujen. Meni kdaj, tudi ko se pogovarjamo o čuječnosti in meditaciji, me kdo vpraša, med meditacijo sem zaspal, kaj zdaj, kaj to pomeni. In v resnici to, jaz rečem, super, si se res lepo sprostil, to nekako ne moramo šteti zdaj kot meditacijo, ker seveda nisi opravil, ampak nekako glavno sporočilo tega je, da si bil res utrujen, da si imel neko pomanjkanje, ki si ga pufral, s kavo, z aktivnostmi, s stimulacijo, in potem, ko si se ti med meditacijo res umiril, je to prišlo naprej. To pa mi je tudi super, da si rekel, da ni predvidene univerzalne številke, koliko ur moramo spati. Sicer pa sem v Večeru bral en intervju s tabo, kjer si rekel, več kot polovica Slovencev in Slovenk spi manj kot 7 ur na teden. Mislim na noč, ne na teden. Na teden bi bilo kar kritično. In me zanima, zdaj ta 7 ur je taka številka, meni se je to včasih zdaj zelo malo. Jaz, če ne bom 8, bo katastrofa. Zdaj sem zdravnik, sem oče, sem videl, da je lahko tudi 7 ur v bistvu ogromno, sploh v kosu. In zdaj, koliko bi potem vse neka priporočila so, ali kako generalno? Ja, seveda so. Zdaj, kljub temu, da se med seboj nekoliko individualno razlikujemo, pa vendarle poznamo smernice glede tega, s koliko urami spanja ljudje najbolje delujemo. In to vprašanje, kakšna je ta številka, raziskovalce spanja že zelo dolgo zaposluje. In leta 2015 je Ameriška akademija za spanje sklicala prav ta namen, da se končno odgovori na to vprašanje, koliko pa je optimalna količina spanja. Je sklicala en ta konzorcij strokovnjakov s področja spanja, ki so pregledali veliko število znanstvenih študij, mislim, da jih je bilo več kot 300. In so gledali pravzaprav, kako določena količina spanja korelira z nekaterimi zdravstvenimi zapleti, kot so kardiovaskularna obolenja, depresija, bolečina, diabetes in tako naprej. In dejansko so ugotovili, da je najmanj teh zdravstvenih zapletov pri osebah, ki spijo več kot 7 ur. Se pravi, zdaj govorimo o odraslih. Tako da tista priporočila, ki so bila postavljena na podlagi pregleda teh znanstvenih študij, so dejansko, da ljudje v odraslosti potrebujemo nekje med 7 in 9 ur spanja. Torej vse, kar je znotraj tega intervala, je normalno. In to velja za obdobje celotne odraslosti. Se pravi, tudi starejši posamezniki, tudi tam po 65. letu, se pravi starostniki, za katere se mnogokrat predvideva, da pa potrebujejo manj spanja, da pravzaprav spanje ni več toliko pomembno. Enako se kaže, da tista minimalna količina spanja, ki jo večina ljudi tudi v starosti potrebuje, je 7 ur. So pa, kot sva že ugotovila, med nami individualne razlike, tako da nekateri ljudje lahko dejansko dobro delujejo z tudi manj spanja, zdaj takšnih pa ni veliko. Zdaj, če pogledava midva statistike, koliko ljudi prespi, teh 7 ur, vidimo, da pravzaprav v zahodni družbi je takšnih vedno manj. Če gledava statistike glede tega, koliko ljudi pa lahko po svoj fiziološki plati dobro funkcionira z manj kot recimo 6,5 ur spanja, pa je takšnih zelo malo. Nekje okrog
3% ljudi imajo mutacijo v genih, ki uravnavajo cirkadiane ritme budnosti in spanja in ki omogočajo dobro psihofizično delovanje tudi z manj spanja. Takšnih je 3%, torej z manj kot 6 urami. Gledava, koliko je takšnih, ki lahko dobro deluje z manj kot 5 urami spanja. Vidiva, da je takšen odstotek, če zaokroživa enak nič. Se pravi, zelo malo je takšnih ljudi, nekateri torej obstajajo. Pomembno je, da ugotovimo, kakšne so naše individualne potrebe, ampak bistveno bolj smo si podobni po pravzaprav potrebah po spanju, se pravi, neka ta gravitacija k tem 7 uram spanja, tista, ki je nekako za večino izmed nas pač značilna. Ne? Jo, ampak to pa res nikoli nisem pomislil, kar si zdaj izpostavlja s starostniki. Ja. Se mi zdi, če ti en 25-30-letni človek reče, da spi 5 ur na noč, mu rečeš, kaj je s tabo, ti mora več, pazi nase. Ti pa rečeš starostih, si pa tako, starost, kaj čemo. Tako nekako sprejmeš, kot da je to del, kot da bi ti rekel, malo počasneje se premikam, malo me boli križ. Slab spim, seveda, vse to pa pride s starostjo. Se pravi, tudi njim bi v bistvu priporočala, da se malo bolj aktivno s tem tudi ukvarja. V starosti je veliko izzivov za spanje. Po eni strani že spremembe, ki so biološke, recimo degenerativne spremembe v suprakiasmalnem jedru, ki uravnava naše ritme budnosti in spanja, lahko prinesejo neke objektivne izzive za kakovostno spanje v starosti. Problem je to, da, tako kot si omenil, jemljemo neko slabo spanje v starosti kot samo po sebi umevno in da se s tem niti pretirano ne ukvarjamo. Veliko tudi motenj spanja v starosti ostane zaradi tega nediagnosticiranih. V starosti je tudi veliko drugih dejavnikov tveganja, ki povečujejo torej verjetnost za slabo spanje, kot je to, da so starostniki recimo precej manj izpostavljeni dnevni svetlobi, kot je to, da je ta izpostavljenost veliko bolj naključna, kar vemo, da dodatno destabilizira cirkadiane ritme budnosti in spanja, da je zaradi teh naravnih sicer bioloških sprememb, ki prispevajo k temu, da je spanje v starosti bolj fragmentirano, da je več faz plitkega spanja, da je manj globokega spanja, posledično tudi podnevi več zaspanosti, neke objektivne zaspanosti, ampak če starostniki dremajo nenadzorovano, se pravi, če zaspijo spontano večkrat na dan, s tem dodatno ošibijo ta homeostatski pritisk za spanje, ki je eden izmed 2 najosnovnejših mehanizmov regulacije spanja in bo potem posledično nočno spanje še slabše. Tako da dejansko lahko v starosti, najpogostejša motnja spanja je nespečnost, tudi za temi vedenjskimi ukrepi, imamo danes številne študije, ki to dokazujejo, pomagamo k bolj kvalitetnemu spanju. Se pravi, kljub tej ranljivosti, ki je večja, za slabo spanje v starosti, mi imamo ukrepe, s pomočjo katerih lahko pristopamo in dosegamo bolj kvalitetno spanje tudi v tem starostnem obdobju. Zapravo spet govoriva o kognitivno-vedenjski psihoterapiji tukaj? Zdaj, recimo pri starostnikih se je izkazalo že, da upoštevanje recimo nekih teh splošnih priporočil higiene spanja lahko prinese pomembne premike v kakovosti spanja. Zanimivo, že samo povečanje gibanja čez dan. Spomnim se ene študije, kjer so starostniki se 2-krat na dan po 20 minut gibali, to je bila lahko neka taka zmerna aerobna aktivnost, kot je bila hoja, uporaba tega sobnega kolesa. Če so to počeli 4-krat v tednu, samo s tem ukrepom se je njihova kakovost spanja izboljšala iz slabe do zmerne oziroma celo dobre. Če k temu dodamo še neko načrtno izpostavljanje dnevni svetlobi, krajšanje teh dnevnih počitkov, tako da recimo je en dremež, ki je vsak dan ob isti uri. Če ob tem dodamo načrtovanje recimo rednih obrokov, to, da se recimo že zjutraj, odprejo rolete v stanovanju in drugi ukrepi higiene spanja, ki so lahko tudi čisto splošni, mi lahko že s tem dosegamo nekatere pomembne premike. Recimo v Nemčiji so zelo zanimive raziskave, ki so v domovih za ostarele samo spremenili osvetljavo in sicer z svetilkami, ki so v večji meri imele zastopano to modro svetlobo, ki je bolj posnemala dnevno svetlobo in samo s tem ukrepom, torej osvetlitve, spremembe v osvetlitvi, je bila posledica takšna, da se in spanje izboljšalo, manj je bilo teh kognitivnih težav in boljše razpoloženje pri starostnikih. Tako da z nekimi čistimi vedenjskimi ukrepi oziroma posegi pred neko klasično kognitivno-vedenjsko terapijo, ki vemo, da tudi v starosti dosega dobre učinke, lahko dosegamo neke pomembne premike v kakovosti spanja. To pa kar noro sporočilo in se mi zdi prvič sporočilo to, da če ti
starši, babice, detki omenjajo, da slabo spijo, da mogoče namesto rečeš, ja, tako je, težko je biti star, da mogoče rečeš, lej, to pa to in to lahko narediš. Mogoče samo da te tle še zmička na tej higieni spanja, kaj je to čist generalne, kaj to je pa za vse, čist se mi zdi, ne to, ko spiš. Ena lepa stvar, če se malo držiš. Zdaj, higiena spanja je tako kot, ne vem, če govorimo o ustni higieni, nekaj, kar moramo vsi pač vzdrževati za zdravje, se pravi pri higieni spanja, pa s tem skrbimo za zdravo spanje, se pravi vsi izmed nas bi morali upoštevati načela dobre higiene spanja, se pravi, da si pripravimo ustrezne pogoje za spanje, ki lahko v maksimalni meri spodbudijo kakovostno spanje. Vkolikor pride do motenj spanja, kot je nespečnost, kot so neke vztrajne motnje spanja, tudi druge, seveda, sama higiena spanja ni nujno nek zadosten ukrep, je pa higiena spanja zgotovo tista prva odskočna deska za vplivanje na ugodno kakovost spanja. Večkrat si že omenila, da je nespečnost najpogostejša motnja spanja. Kakšen primer, katere druge še obstajajo? Zdaj imamo več skupin motenj spanja, če tako pogledamo, da ne greva zdaj v same naštevanje samih motenj. Poleg nespečnosti poznava tudi z dihanjem povezane motnje spanja, izpostavlja se že obstruktivno spalna apnea kot eno izmed teh motenj. Te organske bolj, ja. Ja, imamo potem tudi motnje hipersomnolence, se pravi te prekomerne dnevne zaspanosti, ki pa so spet lahko organske ali pa tudi povezane z nekimi čisto psihološkimi vzroki, se pravi ne nujno organske. Imamo motnje cirkadianih ritmov budnosti in spanja, ki jih recimo povezujemo tudi z izmenskim delom, se pravi gre za motnje cirkadianega ritma budnosti in spanja, tako glede na ta 24-urni cikl. Parasomnije so potem tudi motnje, ki prinašajo neke neželene dogodke med spanjem, pa tudi motnje, ki so povezane z gibanjem med spanja. To so tiste glavne kategorije motenj spanja, znotraj teh pa poznamo potem. Ja, in zdaj, če bi čist priporočal recimo nekomu dobro higieno, to pomeni najbrž, da se pravi si uredi tiho in primerno temperaturo v sobi. Kako je potem seveda kofein lahko problem? Nekje sem prebral, da je 6 ur prav... 6 ur je neka tista orientacija glede na to, kakšna je razpolovna doba kofeina. Se pravi, koliko časa ima v telesu nek pomemben učinek. Zdaj, pri kofeinu moramo vedeti to, da se veže v živčevju oziroma v možganih na ista vezavna mesta, kot se sicer veže adenozin. Adenozin je torej tisti nevrotransmitor, ki nas dela za spanje in se sprošča ob podaljšani budnosti. Se pravi, adenozin, poznamo tudi druge somnogene, ampak adenozin je tisti najbolj proučevan, je tisti, ki se v naših možganih kopiči z budnostjo, torej dalj časa, kot bomo budni, večja bo količina tega adenozina, tudi bolj, kot bomo aktivni, več se bo tega nakopičilo, ni torej enako, ali mi cel dan ležimo v posteli, pa počivamo, ali pa smo mentalno in fizično aktivni, v tem primeru spalni pritisk, večji. Zdaj, če mi uživamo kofein, kaj se zgodi? Veže se na ta vezavna mesta, ki jih sicer zaseda adenozin in jih torej blokira in našim možganom torej sporoči nek drug občutek, ki bi prišel po sicer naravni poti. Se pravi, mi nismo več utrujeni, nismo zaspani, ampak se zaradi tega fiziološko nekoliko prebudimo. Tako da, če to uporabljamo torej pred spanjem, pride do torej učinka povečane budnosti in zaradi tega dejansko ne bomo mogli zaspati. Tako da nekje tisto splošno pravilo je nekje okrog 6 ur spanja, se pa ljudje razlikujemo v presnovi. Ja, vedno nekateri pred spanjem. Ja, pri nekaterih je lahko že v 1 uri, polovico kofeina, torej se zmanjša učinkovitost oziroma je razpolovna doba samo 1 ura, pri nekaterih je lahko to bistveno dlje, tako da splošno pravilo pa torej nekje 6 ur pred spanjem, da ne pijemo. Se bo vsak tudi zase vedel, kakšne učinke ima na kofein. Recimo pri tesnobi, pri osebah z nespečnostjo velikokrat vidimo, da je preko dneva ta pretirana tesnoba prisotna. Zdaj, če mi pijemo veliko kave, se lahko učinki tesnobe ojačajo. Mi čutimo lahko po veliko kofeina te čist fizične učinke, stimulacije srca, se nam razvija, hitreje dihamo in tako naprej. In lahko to zamenjamo za te klasične učinke, ki se pokažejo tudi pri tesnobi in to lahko posledično vzbudi še več tesnobe. Tako
Tako da v tem primeru lahko tudi pitje kave odpriporočamo, ne? Tudi preko dneva. Če človek opazi, da tako na ga vpliva. Negativno deluje, ne. Evo, samo še na tole temo pitja kave, ena mogoče provokacija. No, en članek sem najdel iz leta 2012, Kilgore je avtor. Naslov je Gambling when sleep deprived. Don't bet on stimulants. On je simuliral v bistvu s tem Iowa Gambling Task, to je neka simulacija sposobnosti vlečenja dobrih potez, neka simulacija v bistvu preračunljivosti in premišljenosti, če prav razumem. Ja, res je. No in to imel je pač skupino ljudi, ki so po neprespani noči so bili pač bistveno manj preračunljivi. Potem je pa imel skupino, ki je dobila isto po neprespani noči, ki je dobila stimulans. Oni so subjektivno poročali boljše počutje, manjšo utrujenost. Ampak rezultat je bil isti. Njihova presoja je bila isto slaba. Se pravi, če povlečem to sporednico, jaz spijem 3 kave, počutim se boljš, a še vedno delam napake v službi. Mislim pa, da delam dobro, ne? Ja, tako, točno to je. Zdaj, kar se tiče učinkov kofeina, mi vemo, da lahko pri nekih rutinskih odločitvah, se pravi pri tistih, kjer mi vemo, ne, kako moramo postopati, kofein nekoliko izboljša naš performance v novih situacijah, kjer je potrebno rečeva divergentno mišljenje, se pravi, da gremo zunaj nekih pač okvirov, ko moramo poiskati neke inovativne rešitve, ko smo v situaciji, kjer nimamo na dlani že nekih danih rešitev, tako kot se rekel pri tem testu, moramo predvidevati, planirati, predvsem načrtovati, kaj bo recimo tudi dolgoročno prineslo neke najboljše izide v primerjavi z tveganji. V takšnih situacijah pa vidimo, da kofein oziroma drugi stimulansi nimajo učinkov v smislu izboljšanja učinkovitosti. Ja, in lahko samo pač maskirajo torej, to neučinkovitost. Se pravi, po dežurstvu, če pride en zelo bolnik za zelo zapleteno diagnostiko, je bolj, da ga prepustim komu drugmu, okužbe sečil pa lahko sam. Če gledamo pač čisto dejansko objektivno učinkovitost, jo je težko nekako težko bi se te učinke neprespanosti preslepiti v takšnih situacijah, ki so kompleksne. Razumem, ja. Jaz te bom seveda počasi spustil, čeprav se mi zdi, da bi lahko še 1 uro v tej temi, vem, da si zelo zaposlena, pa mogoče narediva še kakšen drugi del kdaj. Ena stvar, ki jo zelo rad vprašam, je za kakšno knjižno priporočilo. Zdaj ni treba, da je čisto vezano na to, kar sva se pogovarjala, lahko je enostavno kaj, kar ti je bilo dragoceno v zadnjem času. Če bi delila z nami. Zdaj, kar se tiče mogoče spanja, pa glede na to, da je bilo nedavno prevedeno v slovenščino, je taka zelo lušna knjiga, ta knjiga se imam tukaj kar na mizi, Zakaj spimo? Matthew Walker. Zelo lepo opisuje na poljuden način različne znanstvene študije, pravzaprav vsem tem, kar sem se mi pogovarjala, se pravi, zakaj moramo spati, kakšni so učinki pomanjkanja spanja, tako da vse tiste, ki jih več zanima področje spanja, je to eno tako lepo bralcu prijazno branje. V zadnjem času mene navdušila, poleg te knjige, ki se je tako zelo znana, tudi pri nas, knjiga Lifetime, tukaj na drugi polici jo imam, pa jaz tele ne vidim. Ta knjiga pa predvsem opisuje, kako je pravzaprav ne samo kakovost spanja ali pa čas spanja, da ni samo to tisto, kar je ključno za naše optimalno dnevno funkcioniranje, ampak kako je pravzaprav spoštovanje te naše notranje biološke cirkadiane ure tisto, ki zelo pomembno determinira naše delovanje. Tako da ta knjiga mi je zagotovo v zadnjem času zelo blizu, tudi meni odstrla nekatere nove poglede na to področje, se pravi cirkadianih ritmov budnosti in spanja in novih odkritij na tem torej področju. Zelo zanimivo in mislim, da jaz sem imel zelo glavno pravilo, tako da ne berem preveč o spanju, niti strokovnih, niti takih knjig, ker sem se bal, da mi bo to mojo dogmo, da ni zelo pomembno in naj se ne sekiram, če kdaj ne spim, razblinilo. A je nevarnost pri teh knjigah, da se mi to zgodi? Da bom se dol v cikl, očitno je ful bolj pomembno spanje, kot sem mislil, zdaj imam pa problem. Jaz mislim, da je razumevanje nekaterih mehanizmov vedno dobrodošlo, kajti potem tudi razumemo, zakaj nekateri mehanizmi, recimo tudi, če so takšni, ki jih uporabljamo v kognitivno-vedenjski terapiji, dobro delujejo
in zakaj jih je smiselno upoštevati. Torej, namesto da ležim v posteli, se trudim zaspati, kot si včasih rekel, tudi pride do te preplavljenosti za tesnobo, zakaj je boljše, da takrat kar ostanem, mogoče niti se ne poskušam s kakšnimi drugimi tehnikami za distrakcijo misli ukvarjati, ampak zakaj je boljše, da enostavno ostanem. In če razumemo dobro te mehanizme, ki so v ozadju, je potem tudi motivacija mogoče za izvajanje teh tehnik boljša. Tako da jaz mislim, da ne bo kontraproduktivno branje. Pa definitivno. Ampak ne zvečer in pozno po noči. Takrat pa mogoče res lahko pričakujeva nek mehanizem prevelike obremenjenosti z samim spanjem. Ker boš v te, razumem. Kaj bolj sproščenega in nekaj mere dolgočasnega. Odšteval od 1000. Najlepša hvala za ta pogovor in vsa pomembna vprašanja, ki si jih odprla in odgovorila, in moram reči, da mi je bilo zelo dragoceno in se veselim, da ga še poslušam. Upam, da je bilo dragoceno marsikomu in seveda bom dal tudi spodaj v opis vse najne knjige, članke, ki smo jih omenjala, pa podatke, ki tudi tebe konec koncev lahko kdo najde, svoje delo in tako naprej. Vem, da si zelo zaposlena, ampak izvajaš tudi ti seveda tudi te psihoterapije, čeprav razumem. Kognitivno-vedenjska terapija, ravno kar poteka prav danes, sem imela svojo skupino za nespečnost, tako da delamo v smeri boljšega spanja. Super. Najlepša hvala za tvoj čas ob vseh teh obremenitvah. Hvala za povabilo. Mirni dan in mirno spanje obema nama. In vsem poslušalcem. Definitivno. Tako da imejte krasen preostanek dneva in se slišimo naslednjič.